Na začetku leta 2019, ko so me povabili k kuriranju festivala in sem ta izziv tudi sprejel, sem seveda začel postopoma razvijati koncept, ki je prispel do naslova Preverjena resničnost, delo na vmesniku se nadaljuje. Pred kratkim, nekaj dni pred pričetkom festivala, sem pa zaslutil, da pravzaprav razvijamo ali pa da obstaja možnost nastanka socialne skulpture. Torej festival kot v nekem najboljšem bojsovskem smislu delo, kolektivno, udeležbeno, umetniško delo, ki prepleta vse te oblike, ki sem jih pravzaprav ne samo za producenta, tudi zase presenetljivo vključil v tolikšni raznolikosti. Torej imamo 3 delavnice, prihajam z Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, pa je to morda samoumevno. 2 okrogli mizi, simpoziji v trikotniku umetnosti, znanosti in novih tehnologij, performanse, happeninge, kolektivne improvizacije več umetnikov in tudi neumetnikov, ustvarjalk, ustvarjalcev na tele lokaciji, novi lokaciji tako imenovanega vozlišča kreativnih praks Ex-Diamond, bivši Diamond v centru Nove Gorice, kjer se nahajamo. Torej, sama razstava, osrednja razstava je, sem ugotovil, zgolj 10–15% celega festivala. Ta se nahaja v Mestni galeriji Nova Gorica, imamo še eno manjšo lokacijo čez mejo v galeriji Agore v Stari Gorici, na italijanski strani, in pa seveda še precej javnih prostorov, ki jih zasedajo ne le umetnice, umetniki, ki sem jih povabil, ampak predvsem študentje, ki na primer v eni delavnici, ko mapirajo ta čezmejni prostor somestja Nove Gorice in Gorice, razvijajo posamezne intervencije v urbano tkivo. Oni so v najboljšem Deborovem smislu drseli, flanirali skozi mesto, ga doživeli, ga dojeli na svoj način v mešanih skupinah. Študenti prihajajo iz 12 držav, 25 jih je, v 8 skupinah delujejo in na to se bodo odzvali. V soboto imamo končne predstavitve z murali, serijami fotografij, performansi, fake, kot se reče, vinskimi pokušinami, različnimi situacijami v javnem prostoru, spletnimi intervencijami in podobno. Ena delavnica prej je iz igralnih avtomatov v goriškem Casino Park hotelu naredila instrumente kot toteme neke umetniške resničnosti, ki seveda reflektira, premišlja tudi možnosti, če ne celo priporočila za razvoj novogoriškega turizma oziroma socialnega tkiva širše. Zadnja delavnica, ki jo lahko omenim, pa poteka pravkar nad nami. Mapiramo, torej zemljevidimo relevantne prakse iz interdisciplinarnega področja umetnosti, znanosti in novih tehnologij z Robertom Menčinom in Robertino Šebenič kot mentorjema in študenti 3 univerz projekta MAST, Master of Art, Science and Technology, ki je tudi na simpozij povabil nekatera najbolj zveneča imena, tako domače kot tuje misli in prakse na tem področju. Če se spomnimo lanskega leta, ko je kolektiv Brida v središče postavil inteligentnega opazovalca, je letošnji premik proti odgovornemu uporabniku. Uporabniku, ki prevzame odgovornost za interakcijo na vmesniku, ki ne plane takoj na klik, na swipe, mogoče niti ne na emocijo, na lažno novico, ampak postane, premisli, mogoče se spomni ali pa tudi samo intuitivno nekje iz ozadja nanj deluje izkušnja umetniškega dela,
pogovora z umetnikom kot po našem festivalskem radiju morda. Na 93,7 smo oddajali skupnostni, pa še oddajamo 93,7 MHz FM, festivalski radio. Pogovora, druženja vpliva nanj tako, da mogoče postane za trenutek, izbere mogoče kakšno drugo aplikacijo ali kakšno drugo prioriteto pri sami tehnologiji ali pa vsaj deluje na svoje otroke, svoje bližnje, svoje starše v svojem strokovnem okolju in je v tem smislu odgovoren ne samo uporabnik, ampak odgovoren človek oziroma državljan. Pixelpont je zmeraj, zdaj že 20. gledal naprej in se spraševal, kaj lahko pravzaprav umetniške ali širše ustvarjalne, predvsem pa umetnostne prakse naredijo za to, da to našo z tehnologijo vse bolj prežeto in pravzaprav že pogojeno resničnost oziroma dojemanje, pa tudi medčloveško komunikacijo, napredek, ekonomijo, družbeni razvoj razumemo, pa ne samo razumemo, ampak tudi oblikujemo na nek boljši način oziroma na nek dovolj kritičen način, ki nam prav skozi to umetničino, umetnikovo rahločutnost, mogoče kritično distanco, po drugi strani pa vse metodologije in orodja, tako miselne kot konkretne praktične pristope k umetniškem delu, prav umetnost nam, mislim, da nudi, mogoče ne več rešilne bilke, nikakor ne nudi odgovorov, nudi pa tista zadnja vprašanja, ki se jih lahko oklenemo, da se sami pravilno odzovemo na vsakdan in na jutri, ki je definitivno vse bolj prežet s novimi tehnologijami, tako na ravni odnosov, se pravim, kot političnega odločanja, ekonomije, vseh pravzaprav področji življenja. Zato smo tudi, na primer, povabili precej nekih sodelovanj med zasebnim sektorjem, med podjetji pa med umetniki, ki so prav v tem kuriranem smislu specifično za festival razvijali določene, recimo, prostore razširjene resničnosti, na primer za otroke, ki so izdelovali pošastni vrt med podjetjem Akeo in umetnico Valerij Wolfgang, pa potem recimo podjetje Arctur nas je podprlo pri tako imenovanem Bulvarju, AR, kot Augmented Reality razširjena resničnost, ki pokaže možnosti razvoja Nove Gorice skozi razširjeno resničnost. Tudi v Mestni galeriji je eno delo tandema Vaupotič-Bavcon, ki pokaže, kako lahko na primer literaturo, zgodovino literature mapiramo na konkretne, spravi povežemo z konkretnimi fizičnimi lokacijami in v tem smislu razširimo izkušnjo uporabnika, poglobimo dojemanje te zastarele ali pa ne več toliko v fokusu umetnostne oblike, kot je pač besedni izraz oziroma v tem primeru konkretno poezija, literarne pešpoti se imenuje delo. Med tem, ko se stroji, kot vidimo tukaj za menoj v delu Matthewa Bidermana in Marka Pelhana, Zvezdna dolina, Sirius, že pravzaprav pogovarjajo sami med seboj in razvijajo ne samo absurdne dialoge kot tale dva, ampak kar take, da te zmrazijo. Umetnika sta dvema enotama umetne inteligence oziroma strojnega učenja ponudila besedišče Zveze Nata, kako vojaki med sabo komunicirajo glede vojaških operacij. In ko beremo te dialoge, ki vidite za menoj, in ko prisluhnemo tem 80 000 voltnim napetostnim sunkom oziroma izkriščem za seboj, mislim, da ne le racionalno, ampak tudi povsem intuitivno dojamemo resnost trenutka in se preprosto izvzamemo iz cele situacije. Ampak izvzamemo toliko, kolikor nam umetnika ravno ponujata ta korak nazaj in ta najverjetneje še enega od zadnjih premislekov, preden
stroji tolažijo od nas, da šele čez 20 let, se ne strinjam. Nekatere napovedi govorijo o dosti krajšem roku, kolikor nam še manjka do tega, da bodo pa stroji začeli razmišljati o tem, ali morda mi ne sodimo v kletke ali kam drugam na smetišče zgodovine. Pa da ne bom samo pač tehnopesimističen, ne? Tehnologije nudijo krasne možnosti razvoja, mladim so bile položene v zibel, zato delamo dosti z otroci in za študenti, tudi poskrbimo za njihovo sodelovanje in oni mogoče na nek čist drugačen način zaobjamejo to za uveljavljene umetnice, umetnike, akademike, strokovnjake, pa je mislim, da največji ta izziv, da v tej, upam, da uspešni socialni skulpturi v tem procesu, družimo se tudi precej na festivalu Pixel Music, torej skoraj vsak večer se še razpustimo v zvoke, se pravi ne samo v vizualno in v intelektualno, verbalno, ampak enostavno prepustimo glasbi, da vse skupaj prežeme in preplavi in pregnete za naslednji dan, da se v takšnem okolju nekega, no upam, da totalnega festivala ali pa skoraj da karnevala, ne, ki naj prenovi tkivo, porodi nekaj boljšega, vse do naslednjega Pixel Pointa.